Živjo, sem Ines iz Ljubljane in vodim kolesarske izlete. Kolesarjenje mi je pri srcu, ker mi da občutek svobode, sem zunaj v tako lepih dnevih, kot je danes, v čudoviti okolici, na svežem zraku in še lahko klepetam z osebo, ki kolesari nasproti mene. Je super priložnost spoznati ljudi, ki jih v življenju drugače ne bi. Moj cilj je navdušiti čim več žensk v kolesarjenju. Danes smo v Mojstrani in bomo prekolesarili vse do Kranjske Gore ob reki Savi dolinki in tako si ogledali zgornje Gorenjsko dolino. Simbol neokrnjene Kranjske Gore je ruševec, ki simbolizira bogastvo in ljubezen. Kolesarska proga je speljana po nekdanji ozkotirni železniški progi, ki je bila ukinjena z aprilom leta 1966. Zgrajena pa je bila še v času Avstro-Ogrske v letu 1870. V tem času je postajala Kranjska Gora turistični kraj s svetovno poznanim smučarskim središčem. Svetovno znana planica, kjer se že 80 let odvijajo smučarski skoki. Na pobočju Vitranca pa je bil leta 1961 prvič svetovni pokal v moškem alpskem smučanju. V zimski sezoni so na voljo športi, kot je tek na smučeh, sankanje in plezanje po zaledenelih slapovih. Lahko vidite, da je okolica čudovita. A se vam tudi tako zdi? Čas je, da vzamem čelado dol. Smo pri jezeru Jasna. Smo v Julijskih Alpah ob kristalno čisti vodi. Za mano se v to jezero stekata potoka Velika in Mala Pišnica in od tu se zlivata v reko Savo dolinko. Za menoj pa je tudi v Sloveniji najvišje ležeč prelaz Vršič, na katerega se povzpnemo s 50 ovinki na 1611 metrov. Sedeli smo se v Kranjski Gori v eni super restavraciji. Naročila sem eno kraško pico z šunko, artičokom, pršutom in mozzarelo. Tukaj me pa tudi čaka tipičen slovenski pršut z olivom, kumrcem in sirčkom. Super je. Ne pozabite deliti, lajkati in se naročiti na moj YouTube kanal. Bye!